Spoštovane gospe in gospodje, spoštovani udeleženci današnjega posveta. Dovolite mi, da vas najprej lepo pozdravim. Žal zaradi predhodno prevzetih obveznosti ne morem biti z vami v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije. Nahajam se na drugem koncu, vendar mi sodobna tehnologija omogoča, da vas kljub fizični odsotnosti nagovorim in se na ta način pridružim današnjemu pomembnemu posvetu z naslovom Digitalno okolje in pravice otrok, med novimi priložnostmi in tveganji, ki ga skupaj organiziramo Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, Državni svet Republike Slovenije in Zveza prijateljev mladine Slovenije. Ena od velikih prednosti digitalnega sveta je tudi ta, da nam omogoča, da presegamo geografske razdalje, hitreje dostopamo do informacij, se povezujemo, sodelujemo in izmenjujemo znanje, ne glede na kraj, kjer se nahajamo. Kar je bilo še pred nekaj leti nepredstavljivo, je danes postalo del našega vsakdana. Toda ta ista tehnologija, ki nas povezuje, lahko tudi razdvaja. Ista digitalna orodja, ki omogočajo učenje, ustvarjalnost in sodelovanje, lahko postanejo tudi prostor manipulacij, zlorab, spletnega nasilja, dezinformacij in posegov v zasebnost. Prav zato bo današnja razprava o digitalnem okolju in pravicah otrok ena najpomembnejših razprav našega časa. Povabljeni strokovnjaki pa boste s svojim znanjem, izkušnjami in pogledi lahko zarisali varno pot, ki bi brez večjih ovir morala voditi mlade do zrelosti in odraslosti. Tokrat nas ne bo toliko zanimala tehnologija, ampak predvsem družbeni in etični vidik tega fenomena. Naši otroci ne odraščajo več v dveh ločenih svetovih. Fizični in digitalni svet se prepletata. Združila sta se v eno samo življenjsko okolje. Država mora zagotavljati ustrezne pravne in institucionalne okvire. Šole morajo mladim predlagati in pomagati razvijati kritično mišljenje in digitalne kompetence. Starši morajo ostati pomembni spremljevalci otrokovega odraščanja tudi v digitalnem svetu. Tehnološka podjetja pa morajo prevzeti del svoje odgovornosti za vpliv, ki ga imajo njihove platforme za življenje mladih. Internet je postal prostor odraščanja, učenja, druženja in oblikovanja identitete. Zakaj so z nami tudi predstavniki Varuha človekovih pravic Republike Slovenije? Zato, ker vprašanje digitalnega okolja postaja predvsem vprašanje človekovih pravic, odgovornosti in vrednot, na katerih gradimo sodobno družbo. Pravica do zasebnosti, varnosti, dostojanstva, dostopa do informacij, izobraževanja, sodelovanja in svobode izražanja mora biti zagotovljena tudi v digitalnem prostoru. Če smo kot družba dolžni varovati otroke na ulici, v šoli, doma ali na igrišču, smo jih dolžni varovati tudi v drugih digitalnih okoljih. Pogosto pa odrasli razpravljamo o mladih, ne da bi jih zares poslušali. Eden izmed pomembnih poudarkov Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah pa je ravno pravica otrok, da izrazijo svoje mnenje o vprašanjih, ki jih zadevajo. Le skupaj z mladimi lahko oblikujemo rešitve, ki bodo ustrezali dejanskim potrebam prihodnjih generacij. Zato si tudi danes moramo postaviti vprašanje, kakšne državljane želimo vzgajati za prihodnost. Ali bodo to posamezniki, ki bodo sposobni kritično presojati informacije? Ali bodo znali razlikovati med dejstvi in manipulacijami? Ali bodo razumeli pomen odgovorne komunikacije in spoštovanja drugače mislečih? Verjamem, da bo današnji posvet pomembno prispeval k iskanju odgovorov na ta zahtevna vprašanja ter k oblikovanju okolja, v katerem bodo otroci lahko hkrati varni, svobodni,
vključeni in pripravljeni, da se bodo soočili z izzivi, ki jih čakajo na poti odraščanja. Želim vam uspešno razpravo in hvala za vašo pozornost.